Naj bo ta uvodni video v poduk vsem, ki lovite cene. Lahko se resno poškodujete. To mislim predvsem na tiste, ki si zdaj mislijo: "O, shit, gled, kako je Bitcoin zrastel, hitro moram kupiti, da ne bo mi zbežal v nebo." To je trgovanje na podlagi občutkov in to se skoraj nikoli ne izide okej. Ampak dovolj o tem, z vami sem Explicit in se morda spomnite, koliko stvari bomo imeli v tem videu, koliko sem rekel v prejšnjem videu. Ogromno stvari. Nisem se hecal, ta epizoda bo dobesedno napokana. Tako da predlagam, da se kar potopimo v grafe. Naš bearish scenarij na dnevnem grafu Bitcoina. In kaj najprej opazimo? Ja, po moje je kar invalidiran s to zadnjo rastjo in tako po moje sploh nimamo več možnosti za formacijo glave in ramen oziroma head and shoulders. Lepo smo obdržali tudi 21-tedenski EMA, tako da ga bom jaz kar zbrisal. Naš padajoči klin oziroma falling wedge od prejšnjega tedna smo lepo prebili navzgor. Jaz sem sicer pričakoval, da gremo še malček nižje, ampak so biki kar vztrajno testirali tole zgornjo linijo, dokler je niso končno prebili, tako da ga lahko kar zbrišem. Tukaj smo očitno formirali dvojno dno, ki je bikovski vzorec. Ni mi edino všeč, da smo se zadržali na tej višini, ki je tam nekje od 47.800 do 48.000, ki je tudi kar odporna meja že od prej. Če jo izrišem tukaj, vidimo, smo se ustavljali že tukaj. Tako da, če tega ne prebijemo, bi jaz pričakoval padec in pri temu nas potem čakajo podporne meje pri 45.000 in seveda pri 21-tedenskem EMA, ki je trenutno na tam nekje 43.500. RSI, kot vidimo, je prestopil nazaj na stran bikov, torej nad 50. Še vedno pa imamo vso to dogajanje v tem našem velikem gramofonskem trikotniku, ki je pa medvedji vzorec. Tako da ta ostaja in ga bomo morali spremljati še naprej. Po prejšnjem videu me je Luka opozoril še na en vzorec, ki se je formiral na 4-urnem grafu. Kot ste morda opazili, jaz grafe na krajših časovnih intervalih bolj redkeje spremljam, ker sem tudi trader na bolj daljši rok. Je pa dobro vsake toliko pogledati tudi tam, ker se marsikomu sklepam, da ne da brati komentarjev na Facebooku ali pa tudi marsikdo še ni včlanjen v skupini kriptotrgovalci, sem se odločil to idejo predstaviti tudi tukaj. To je njegova ideja. Pred sabo imamo Bitcoin graf s 4-urnim časovnim intervalom. Kot vidite, smo formirali en zelo lep bear channel oziroma medvedji kanal. Naj vas ime ne zavede, ti kanali se ponavadi prebijajo navzgor v 75% primerov približno. Vzorec se ponavadi potrdi s 3 dotiki na vsaki liniji in s 3. dotikom zgornje linije se že lahko računa na preboj. Tukaj vidimo, na spodnji liniji jih imamo kar precej. Zgoraj pa jih imamo 1, 2, 3 in točno na 3. smo ga lepo prebili navzgor. Hvala še enkrat, Luka, tvoje ideje so vedno dobrodošle. Nasploh so dobrodošle ideje vsakega. Lahko se kje skriva kakšen vzorec, ki ga ti enostavno ne vidiš, pa ga vidi kdo drugi. Zanimivo mi je tudi, kako lahko več ljudi lahko pride do istih zaključkov z različnimi metodami. Naravnost fascinantno. Ok, pojdimo naprej na naš bullish scenarij. To je pa naš bullish scenarij na Bitcoin dnevnem grafu, kjer spremljamo naš velik vzorec skodelice z ročajem oziroma cup and handle. In tukaj gremo res lepo po planu. Za popolno potrditev vzorca moramo prebiti še tole mejo, ki je tam nekje okoli 53.000 in jo potem potrditi kot podporo. In seveda s tem, ko smo invalidirali bearish scenarij, je ta zdaj še bolj verjeten. Poglejmo si še graf denarnic z več kot 1000 bitcoini. Tukaj beležimo manjšo porast, to je lepo videti, interes pametnega denarja je v bistvu tako še navzoč. Smo se pa zdaj malček ustavili oziroma celo malček spustili in očitno čakajo na padec za ponovno akumulacijo. In ta najslajše sem prišparal za na konec. Pred sabo imamo Bitcoin tedenski graf. Zakaj najslajše? Samo poglejte tole
svečko. Če jo danes zaključimo tako, kot se kaže, da jo bomo, bo to bullish engulfing svečka. V slovenščini bi se ji lahko reklo zajemajoča svečka. Nisem nikjer našel prevoda, tako da naj me nekdo prosim popravi spodaj pod komentarji, če ve. Je pa to en izredno lep šolski primer. Lastnost je namreč, da je telo svečke večje od te prejšnje beriš svečke in jo tako, kot bi se dalo reči, zaobjema. Če recimo malček približam, se še boljše vidi. Spodaj jo presegamo za čisto malo, zgoraj pa kar precej. Ta pojav je zelo močen bikovski pojav, sploh pa na tedenski ravni. In tukaj se tudi zelo lepo vidi, kako smo lepo ubranili 21-tedenski EMA. Poleg tega RSI imamo nad 50, kar pomeni, da imajo kontrolo na trgu biki. Zdaj, a bom jaz kaj žalosten, če ne dosežemo 37.000? Sploh ne. Možnost še vedno je, ampak precej manjša. Kot prvo zato, ker pač ne mešam občutkov z denarjem, kot drugo pa zato, ker bi v obeh primerih naredil denar. In tako je tudi treba gledati na to stvar. Jaz bom naredil denar, mogoče malček manj, kot sem pričakoval, ampak še vedno več, kot če bi mi ta denar ležal na banki. Ne smemo biti prestrogi sami sabo. In tako, to je to za danes. Hvala vam, da ste si video ogledali v celoti. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Se strinjate z analizami ali se ne strinjate? Sem morda kaj spregledal in ste vi kaj dodatnega opazili? Kar napišite mi spodaj pod komentarje in z veseljem podebatiram z vami. Kaj bo v naslednjem videu? Pregled tekoče situacije in morda še en bullish vzorec. Ne bo se ga splačalo zamuditi, zato se vpišite na kanal in nastavite obveščanje, da boste o njem takoj obveščeni. Lep dan vam želim še naprej, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.